Kot veste, je organizacija Novinarji brez meja civilna družba, to je posvetovalni organ Sveta Evrope in tudi Evropske komisije. Torej gre za zelo pomembno institucijo, katere mnenja, priporočila in izsledki so pomembni tudi za evropske institucije. Zato bi se morali po naši oceni v Sloveniji glede padca indeksa svobode tiska precej več ukvarjati. Vprašalnik Novinarji brez meja sestavlja okrog 40 vprašanj. Iz samih odgovorov in seveda iz te uvrstitve pozicije Slovenije na tej lestvici pa je mogoče zaznati, kaj se je v zadnjem letu v Sloveniji dogaja na področju medijske svobode in seveda, zakaj je tudi prišlo do takšnega padca indeksa v letošnjem letu. In to je v času, ko vlado vodi gospod Borut Pahor in to v času, ko ni bilo tudi nobene novinarske peticije in nobenega protesta. Razlogi so seveda več ali manj znani. V letošnjem letu se je nadaljevala konsolidacija oziroma posegi kapitala v medijsko krajino v Sloveniji. Nadaljevala se je koncentracija oziroma berluskonizacija slovenskega tiska. Ta berluskonizacija je za Slovenijo gotovo precej bolj nevarna, kot pa je isti pojav nevarno v Italiji, ki ima toliko in toliko več prebivalcev. In Italija je kljub vsemu medijsko bolj odprta država kot pa Slovenija. Zaskrbljujoči so ti kapitalski prevzemi medijev s strani tajkunov, ki z mediji enostavno ne znajo gospodariti, ne znajo upravljati in so mediji v njihovih rokah le v funkciji pritiska ali izsiljevanja politike za njihove seveda kapitalske cilje. Organizacija Novinarji brez meja v Sloveniji skrbno beleži različne primere pritiskov na medije in novinarje in seveda v tej analizi je ta organizacija naletela tudi na uničenje starega maga in s tem seveda siromašenja slovenskega medijskega prostora in povezave s tem tudi velikega pritiska na novinarjev. Ta organizacija je seveda zaznala tudi pritisk na odgovornega urednika Slovenske tiskovne agencije. To je po naši oceni eklatanten vpliv vlade in politike na novinarsko sfero oziroma medije. Seveda je ta raziskava se končala nekje v oktobru in zaradi te distance raziskava tudi ni zaznala napovedano odpoved delovnega razmerja odgovornega urednika na STA-ju. In v tem primeru bi Slovenija gotovo pristala še precej nižje na tej lestvici. Ta sodna prepoved o pisanju o Čerani v dnevniku je seveda presedan, ki je Slovenijo še dodatno porinil navzdol po tej lestvici. Tu gre za neposredno ustrahovanje medijev, novinarjev, češ da morajo o lastnikih kapitala in tajkunih sumljivega porekla pisati prizanesljivo. Da tudi slovenska sodišča postajajo resna grožnja svobodi tiska. Včasih dobi človek pač občutek, da gre za v Sloveniji, da ima v Sloveniji oblast peta veja oblasti, novinarji ste četrta veja oblasti. Peta veja oblasti, ki pa seveda ni toliko poznana, pa je ta tajkunska sprega, ki vpliva tako na sodišče kot tudi na politiko in politika ji veliko krat daje imuniteto. Drugo relevantno vprašanje, ki bi si ga morali zastaviti v Sloveniji, koliko medijev mora biti naklonjeno vladajoči eliti, da si lahko pridobila državna sredstva za pluralizacijo medijev, kajti obstoj nekaterih medijskih hiš je od teh državnih sredstev življenjsko odvisnih. In seveda dalje, koliko razmere v medijski krajini vplivajo na pojav samocenzure v novinarstvu. Kaj malo se v slovenskem medijskem prostoru ukvarjamo s vprašanjem mobinga, s vprašanjem psihičnega terorja nad novinarji strani lastnikov oziroma njihovih podaljšanih rok direktorjev in urednikov. Bilo bi zanimivo vprašanje, koliko novinarjev se mora zaradi teh pritiskov poslužiti bolniškega staleža.
V zadnjem času je tudi precej agresivna komunikacija služb za stike z javnostmi se strani tako vlade, kako tudi predsednika Republike Slovenije, ki pa si seveda želijo v javnosti lepo podobo in velikokrat na naslove novinarje prihajajo razna SMS sporočila, da ne govorimo velikokrat tudi o precej žolčnih ali žaljivih odgovorih iz kabinetov vlade ali predsednika države.